Zdravo, jaz sem Mark. Jaz sem Jure. In skupaj smo dve petini. Skupina Moonset. To je Jure. On je glavni kitarist, tekstopisec, aranžer, menedžer in glavni ustanovitelj benda Moonset. Jaz sem Mark, sem ta drugi kitarist. Tudi ta drugi glavni. In pianist, v prostem času tudi šofer benda. Potem imamo pevko Zalo, basista Vida ter pa bobnarja Maxa. Pa Zala še špila violine včasih. Vid je šolan klarinetist in Max je iz Ljubljane. To mislim, da je character trait, a veš. Ja. Jaz sem formiral skupino tako konc 23, začetek leta 24. Popolnoma druga zasedba, samo Zala, pevka je bila enaka. Pa sva pol malo omenjala en par zasedb, nisva bila jih prepričana v projekt, ki ga delava. Ker celoten cilj benda je bil, da imamo bend, kjer ni enega v ospredju, ampak vsi kot bend nekako kot skupina kolektivno pridemo v ospredje. In pol je Mark pisal Zali, da bi Zala pela v njegovem bendu. In namesto tega smo njega zvlekli v ta bend, kot klaviaturista pa kitarista. Basist, Vid, jaz sem z njim špilal že enih 5 let nazaj, sva imela prvo ploščo skupaj. Pa sva se poznala že ful cajta in sva pa zato špilala skupaj. Maxija si pa tudi ti privlekel noter, ne? Ja, on je pa tudi bobnar v tistem drugem bendu, pol pa enkrat prejšnji bobnar v Moonsetu, v bistvu pozabil priti na vajo, če se prav spomnim. Ja. Max je pa že zelo bliz placa, kjer vadimo in sem ga poklical. Lahko letiš, in rekel, okej, pridem. In pa je kar vstal. For the best. Ja. Največji izziv je najti ljudi. Zdaj smo res našli zasedbo, kjer smo vsi res glasbeniki po srcu, kjer je naš glavni smisel življenja kultura in umetnost, in res delamo v tem. Kaj se ti smeješ? Kultura in umetnost. Ne, ampak v stilu bomo žrtvovali vse, da bomo lahko naredili eno dobro ploščo. In je težko najti 5 ljudi, da bi jih dal na kup, da bi bili v tem. To je bil res največji izziv na začetku. In pač se vidi, glede na to, da smo v bistvu vsak v drugem koncu Slovenije, eni v Ljubljani, 30 s Primorske. Ja. Ti si v Mariboru, pač zakaj me ne? Zakaj pa ne, ja. Kaj so pa tvoji največji izzivi, Mark? Biti z mano. Ja, biti v bendu s takim dobrim kitaristom, pa se ne počutiti tretjerazreden. Wow. Na dober način se zelo zgledujem po njemu, in me potiska, da se bolj trudim. Res? Lahko zapremo kamere za sekundu? Jaz sem največji perfekcionist, sigurno. Jaz pa po moje, ta drugi, takoj za babo. Ja. To ne bo v easy. Boršič. Basist. Ampak ne v easy v stilu, ne bo narejeno. On, če mu rečeš, se bo naučil in bo odigral in bo pač res naredil točno to, kar ima za narediti. No, za kontekst vid, za vsak mix, ko ga ti pošleš, napiše, to mi je ful dober, then again, meni je vse dober. Ja, pač jaz, ko miksam komade, v bistvu dobim feedback od njega in od pevke. In vidijo pa samo tako, komad. Vid, kaj boš oblekel za špil? Hlače pa majico. Hvala, Vid. Energičen, kaotičen. Intimen. Prehiter. Prehiter je kar dobra. Nekako pospešimo te BPM-e. Se strinjam, energičen, kaotičen. A lahko rečem svoj. V smislu, smo zdaj res, ko igramo na odru, pa to ni, da bi rekel neki, smo tako posebni ali nekaj, ampak res muzika, ki jo delamo, sploh način, ko jo delamo, je nekaj našega. Ne morem reči, da to zveni točno tako kot tisti band, ali pa je zelo očitno, da se zgledujemo po tistem bendu. Sploh, ko smo v živo, Very prog, sea shanty, rock. Ja. Res naša muzika je. Alkohol. Droge. Ne. Majhne količine za mirne živce in mirne roke. Drugače pa dihalne vaje,
taoizem. Ja. Še en komentar, ko ga ne bom rekel. Ne vem. V bistvu, se mi zdi, da smo toliko spet živčni, smo v zadnje cajte. Prvi koncert so bili živci. O ja. Smo bili v Vetrincu. Sploh jaz in Mark, mislim, da smo res najbolj vajeni koncertirati. Igrava že največ cajta na odrih. In je prišel Mark do mene v backstageu malo pred špilom in je rekel, jaz ne vem kako, ampak jaz sem prav živčen. Je bil prvi špil, smo se še malo lovili, smo še malo ugotavljali, kaj delamo drug z drugim. Mislim, Miss Happy so po moje del vsakega špila. Nekaj malenkosti, ampak na splošno se mi zdi, da kar... Mislim, če štejemo Miss Happy, da ne vem, se komu zatakne kabo ali kaj, to se zgodi. Ampak ne, mislim, da vibamo drug z drugim. Ja, na splošno smo zelo sproščen band. Ja, na splošno smo, kot vidiš, ne baš resen band. Resni v svojem delu in v glasbi, ki jo delamo. Zelo neresni v čemerkoli on stran tega. Jaz rekel na splošno ta nekajdnevna turneja v Nemčijo. Samo zato, ker smo se res zbližali na poti v kombiju, nabijali glasbo, si ogledovali kraj, kjer smo bili, kupovali plošče skupaj, džemali zjutraj, džemali zvečer, se družili z drugimi bendi iz Anglije in Romunije in ne vem s kje. Je bila bi rekel, en pivotalen, tak monumentalen trenutek, kjer res lahko rečemo, da smo se povezali kot bend. Nora? Ne, dej. To za kontekst en komad, ki je pač cool, ampak ga Jure in Zala oba sovražita. Je še z prvega albuma. Ni baš. Ne, je res nora, se ni. Ampak mislim, kar se tiče novih komadov, najbolj se veselim Mahogany Doors. Ja. Pa tudi niks. To vam ne pove popolnoma nič, ker drugi album še ni izdan. Komadi, ki jih nikjer ni. Ampak zapomnite si, čez par mesecev Mahogany Doors in niks. Jaz bom tudi rekel... Over the Moon, sorry. Over the Moon je naslednji singel. Ja. Jaz bom tudi rekel Mahogany Doors. Je tak floydovski komad, ampak tudi ne spet toliko floydovski. Ne vem sploh, kako bi ga opisal. Je res popoln zaključek albuma. Tako da, ko prije album ven, poslušajte. Če prije album ven, poslušajte. Ko pride album ven? Mockumentary? Ne. That's a very good one. Kaj bi bil naš žanr? Musical. Wow, izvirno. Ne. Jaz bi rekel, če je gledal kdo Almost Famous, režiser Cameron Crowe, je to, ampak brez the famous part. A pa če gledal kdo Fear and Loathing in Las Vegas, sem da brez trdih drog. Razen ob torkih. Rehab, ne. Bomo nehali. Ne vem, nisem vedeževalec, ampak... Blaž? Ne. Moj del. Mislim, plan je imeti že par albumov verjetno zunaj. Ja. Čim več špilat v živo, se ne pobiti med sabo. V soboto smo končavali snemanje za naš naslednji singel. V nedeljo. Kaj dalje danes? V nedeljo smo snemali naslednji singel in po snemalnem sessionu smo šli kar pisati dalje komade in je tretji album že v nastajanju. Tako da se mi zdi, da res smo na višku naše ustvarjalnosti, kjer pač zdaj že vsi prenašamo noter glasbo v band. Tako da nisem več jaz glavni pisec v nobenem smislu. In je to res najboljši del tega benda, da zdaj vsi prispevamo. Tako da čez 5 let, 5-6 albumov, mogoče kakšna turnejca. Grammy. Zlata piščal. Ne. Oder. Jaz rekel majhen oder. Ja, tudi bi lahko rekel majhen oder. Originali. Melodija. Reče jaz tekstopis, by the way. Spontano. Kaotičen intimen koncert. Ja, mislim, can we have both? Veš, karkoli energetičnega, ampak ja. Slednje. Ja, ne popoln. Dolgi komadi. Vedno zamujati. Vedno čakati druge. Mark.
Zamudil sem pol ure. Se opravičujem. V Twingotu, Ni bil avtokriv. after party. After party. Zgodnja jutra. Zgodno jutra, ampak primoran nočno življenje. Kombi Kombi road road tripi. tripi. A lahko imamo oboje? V smislu, kaj je ljubše? Časa se bolj bojiva. Slab outfit. Slabe las imam vedno. Ja, enako, slab outfit. Energetični komad. Perfekcionizem. Go with the flow. Tam.